Torej, Dejana in Matej smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In pa imamo dva vrhunska gosta v tem studiu, ker kot smo rekli, začel se je fašenk in eden glavnih, kjer absolutno ne smemo manjkati ali pa ki ga je vredno si ogledati, je tisti, lahko bi rekli na nek način izvorni, v Markovcih. Zato danes zjutraj, dobro jutro najprej Tanja Čeretnik, lepo zdrav. Dobro jutro. Dobro jutro. Vse perajt? Vse pa rajt, čakamo še sam na otvoritev. Ja, to je, ampak sej, pri fašenku je tako, da če bi bilo vse preveč polikano, ne bi bilo brez veze. Ne? Ampak kaki pa imamo program letos v Markovcih? Najprej je seveda pomembno povedati, dogajalo, kje bo glavni epicenter dogajanja? V industrijski coni, tako. V znanem šotorskem prizorišču, v bistvu, tako da Nova vas pri Markovcih. Okay. In začne se že to soboto. Že to soboto, tako otvoritev je, velika otvoritev, ne, z samimi super gosti. Z nami bojo Dražen Zečiš, pardon, Dikvašen Retaš in ansambel Stil. To je to soboto, ko bo ta prva čaga. Pol nadaljujete v nedeljo, kjer je, ko je na sporedu otroški fašenk. Tako, seveda z Čuki, Ribičem Pepetom, Karo Fortuna in plesno skupino Simona. Tako da bo zelo super družinski dan, v bistvu za otroke, z večjim poudarkom za otroke, tako da vabimo vse družine, da se podružijo. Ja, ampak seveda tudi fajn je, da starši pridejo na maskiranje, ne? Seveda, okay. Brez tega ne gre. Zdaj, če že gremo skozi program, gremo potem še naprej petek, 13. februar. Tukaj pa bodo z nami Nina Pušlar, ansambel Saše Avsenika in pa poskočni muzikanti. Odlični slovenski izvajalci. Ker se pravi do jutra, do jutra zagotovo, seveda. Vsak dan se vrate odpirajo v bistvu ob 8, traja do jutra. Ja, pač dokler zdržijo, ne zdržijo pa. Zdržijo, ja. In potem, ker letos tako lepo pade, pustna sobota pa Valentinovo v bistvu, ne, 14. februarja, najprej moramo povedati ta 33. pustna povorka, tako. To je osrednje dejanje v bistvu. Tako. Začne se z pustno povorko nekje ob 1, potem pa smo zvečer povabili samo moško družbo, ženske na svoj račun na Valentinovo, tako da imamo Tomislava Braliča in Klapo in Trade, Dejana Vunjaka in Brendjeve Barabe in pa Domen Kumer za svojim bendom. In Domen Kumer je tudi priča danes. Zdravo in dobro jutro, Domen. Dobro jutro, Dejan in cela ekipa. Dobro jutro vsem poslušalkom in poslušalcem najboljšega radia. Hvala. Hvala ti. Domen, daj povej, imaš kaj izkušenj z nastopanjem na pustovanjih? Ja, precej ja. In bom rekel, da največ jih imam z pustovanjem pa mislim s koncertiranjem v Markovcih. Markovci so tudi zdaj v zadnjem letu, ali pa v zadnjih letih, postali največje pustovanje v Sloveniji, tako da največji ta pustni festival. Tako da Markovce sem si predvsem zapomnil, prvič sem tam stal na odru, mislim, da 18 let nazaj, ko smo ob 5 zjutraj, ko je band pospravljal stvari, pa smo pač šli domov, ko sem videl, da so ljudi ležali po pločnikih. Vi delate, pa kaj to je? Jaz se s to kulturo še nisem bil čisto seznanjen. Danes sem pa jaz v Markovcih ko en domačin. Jaz se tam zlijem z okolico, špricer, prva, drugega gas in Markovci so zakon. Ja, res so in za pusta pa sploh, ne, to je drugi planet praktično, ko greš tja. Si bil kdaj kurent, Domen? Sem bil kurent, lani tudi, neke napovednike smo snemali, pa sem imel kurentijo gor, slišal sem tudi, da imate vi trije. Kurentijo, tako da jaz sem tudi prej razmišljal o tem, kako bi to izgledalo, če bi fašenk Markovski predstavili v Maribor, ne? Pod Pohorja recimo, pa na Lent. Ja, kaj te vem, ne bi bilo isto. Ampak počasno potreba, ne, ker je ogromna množica ljudi, ne. Ampak je pač, to je eden od teh atributov, se mi zdi, da tako vsi tu komaj čakamo, da pride pust, se ne da drugačne gremo v Markovce, kaj pogledati, ali pa kaj pust, pa veš, da moraš tja iti. In je to ena druga energija, verjetno tudi na odru. Ne, res je, tam je v Markovcih. Markovci so znani, se
pravim, zadnja leta so se tako razvili, ta festival Pustni pri njih, da od same, bom rekel, mislim, da je to največji šotor tudi v Sloveniji, kar se tiče tovrstnih zabav. Produkcija je vrhunska, luč, ozvočenje, vse to, organizacija je na zelo visokem nivoju. Tako da res, če imaš tam špil, ne glede na to, kateri termin imaš, ali petek, sobota, ponedeljek, torek, kakorkoli, je, bom rekel, je garantirano, da boš užival in da bo nabito poln šotor, in jaz verjamem, da bo letos isto tako. Tako da sem zelo vesel, da sem letos del programa v Markovcih. In to v soboto, na Valentinovo soboto, 14. februarja, torej na tem osrednjem prizorišču, kot smo rekli, Tomislav Bralič, Krapa in Trade, Dejan Vunjak, Brendijo Barave in Domen Kumer. To bo veselica, kot se spodobi. Ker moramo vedeti, da po nekaterih informacijah prav Koran zares izvira iz Markovcev, ne? Či zares. Čeprav se veš, tam v katerokoli vas greš, ima vsaka svojo resnico. Tako da to je. In potem, če se, Tanja, vrnemo malo k programu, zaključite na pustni ponedeljek 16. februarja. Točno tako, in sicer z Jeleno Rozga, Modrijani in pa Flirtom. Največje zvezde, vsi bojo v Markovcih. Ja, pa res. Ne morem verjeti, ker če gremo skozi čez celi program in ko govorimo res o tistih največjih imenih slovenske pop glasbe, Nina Pušlar, ne, pa potem so Flirti, pa potem, ko gremo malo bolj v narodno-zabavne vode, Domen Kumer, ne? Ja. Saša Avsenik, Modrijani, mislim, noro, še Ribič Pepe za tebe, Matej, če bi šel, ne, v nedeljo na otroški fašenk. Tako da je res genialno, treba še povedati tudi, kje se dobijo stopnice. Ja, vstopnice se prodajajo v bistvu preko sistema entrio.si pri Villa Monde in pa pri baru pri Oračih. Ampak naj poudarimo, da je že skoraj vse razprodano, samo še nekaj stopnic je za posamezne dogodke ostalo, tako da se res pričakuje velika masa, mislim, da okrog 20,000 ljudi v celem festivalu. Tako. Ja, odlično. Ne? In tudi to, ko je recimo tok prej že praktično vse razprodano, tudi to je posebne sorte nagrada za vas, ki jo organizirate. Ne? Ja, tako je na nek način poplačan trud v bistvu občine Markovci, ne? In pa podjetja Event Plus pod vodstvom Darka Pavšnerja, ne? Ki se trudi zelo, da ta tradicija živi, da je festival vedno večji, vedno bolj obiskan, vedno kvalitetnejši. Ekipe Uniko in pa Totega radia, ki smo v bistvu zdaj prišli v Maribor, k vam povabiti vse Mariborčane, da pridejo v Markovce. Absolutno. Ampak ne se obirati, ker kot smo slišali, kar več ni dost. In če hočeš res doživeti pust, kot se spodobi, je treba iti v epicenter v Markovce. Domen, kaj bi recimo ob koncu te debate še povedal oziroma še povabil enkrat? Jaz bi predvsem povabil vse, ki so željni, bom rekel, nenormalno dobre zabave in najboljšega pustovanja daleč naokrog, da pridajo v Markovce na največje pustovanje v Sloveniji in pa seveda, da ne bojo tam preveč fini, ne, ker tam, če se pa kaj ne, se pa pije, pa se ima fajn. Okay. Tako da ja, to je že v osnovi, ne, da pustiš fino, pač koliko imaš, verjetno misliš, da imaš več, kot imaš v resnici, v avtu, ko parkiraš. Ja, se vidimo za fašenk, torej v Markovcih. Hvala lepa za obisk danes in verjamem, da bo nepozabno. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam.